Letos mineva 25 let od ustanovitve in aktivnega delovanja Društva prijateljev poti svetega Jakoba v Sloveniji in ob tej priložnosti bomo danes tukaj v Kobilju otvorili informativno tablo, ki bo dala tako v slovenskem in kot angleškem jeziku našim romarjem informacije, kje ta pot poteka, katere znamenitosti o poti bodo lahko videli in pač koliko je pot dolga in kakšne vzpone bojo na njej naredili. To je romarska pot, ki povezuje ljudi, ki po njej hodijo, ljudi, ki ob njej živijo. Mednarodna pot je povezuje, tako lahko iz Madžarske pridete preko Slovenije naprej v Italijo in ta pot potem lahko nadaljujete v Španijo do Santiaga de Compostela, kjer je grob apostola Jakoba. Lepo pozdravljeni v občini Kobilje. Občina Kobilje se lahko pohvali, ponaša z dvema romarskima potema. Ena je ta, za katere smo se zbrali danes, se pravi začetek prekmursko-štajerske veje Jakobove poti. Druga romarska pot, ki poteka skozi našo občino in smo, kolikor meni znano, edina občina, ki imamo obe tevi poti, je pa pot svetega Martina, ki poteka iz Sombotela do Toulousea. Danes smo se pa zbrali, da obeležimo odkritje table začetka te prekmursko-štajerske veje Jakobove poti, ki poteka po Sloveniji. Jakobova pot je izredno pomembna tudi za našo župnijo, ker prepoznavajo našo cerkev, naš kraj, ta otok slovenstva, obdano z večinsko madžarskim prebivalstvom. Eno lepo srečanje, tako da sem prav vesel vsakega Romanja, če me najavi, da bodo prišli, gotovo čakam.